Živja in dober večer vsem skupaj. Smo v živo Bum Zlatojo. Tudi danes sem vam pripravila zelo posebnega in lepega pevca. To je Kingston, Aleš. Aleš? Lep pozdrav, Aleš. Lep si. Hvala. Lepo si se zrihtu. A veš, kako vem, da misliš resno to? Ja, resno mislim. Zato, ker si se toliko zbegala, da si rekla Kingston namesto Mambo Kings. Veš, pomeni, da sem te res prepričal. Ojoj, jaz sem tukaj. Ja, si me, ja. Lep si. Hvala. Ja, kje se nahajaš zdaj? Kje si? Jaz vidim, da imaš samo koncerte, no. Zdaj tudi, povej mi malo več. Kje te lahko dobimo? Ali vse to? Ti ali nasplošno? Jaz vem, kje te lahko dobim. Povej za tvoje oboževalce, ja. Bom ti najprej nekaj drugega povedal. Ja. Kako v bistvu smo se sploh odločili, oziroma kako sem se jaz sploh odločil, da pridem. Ne? Ko si me klicala, sem bil ravno s 4 prijatelji. Ja. In imel sem tvoje telefonsko še odprej, enkrat nek smo skupaj nastopali, ali kako že bilo. Ja. In mi smo s prijatelji pili in zvoni telefon in pogledam in pokažem tako prijateljem, Latoja me kliče. In so vsi mislili, da se hecam, da ni res. In potem sem te dal na speakerfon in so vsi slišali, živijo, ma kaj se ti Aleš? In so vsi videli, da je res in so imeli vsi take oči. Ne, res? Ja, res. In ko sem še rekel, da imam v bistvu zmenk s tabo, so bili vsi zeleni. V bistvu zdaj si, ja. Kaj se zdaj dogaja trenutno s tvojo glasbeno skupino? S Kingstoni? S Kingstoni se dogaja, Mambo Kingstoni. Se opravičujem za prelej, res si me presenetil, no? Ja, lep si, no? Hvala. Zrihtan in tudi ti si lepa. Prej sem se, ja. Dogaja se isto kot zadnjih 20 let. Se pravi, še vedno si aktualen. Ja, aktualni, v bistvu smo aktualni, nikoli zelo, ampak skozi smo pa tako nekako, čakamo na svojih 5 minut že 20 let, tako da pa nam kar odgovarja tako. Jaz vidim, da imaš kar dosti nastopov, no. Kadar grem bilo kje mimo, vidim tvoj plakat, veš, no. Ja, naš plakat. No, okej. Tebe sem takrat osebno spoznala, pa sem se tebe bolj zapomnila. Pa to tvojo številko. Pač imam, ja. Si jo spravila. To sem vesel, da si jo spravila, da nisi zbrisala. Lega. Ne, res. Ja, kaj pa o tvojemu privatnem življenju? Če mi poveš, jaz sem malo prebrskala o tebi in nič nisem najdla. Trači in to. Kje se skrivaš ti? Ja, zakaj se skrivaš to kot javnosti? V bistvu ne, da se skrivam, ampak vse, če ni nič, pomeni, da ni nič slabega tudi. Ponovadi so bolj slabe. Ti si bolj za biznis. Ja, ne, niti ne to. Mi smo en tak band, ki imamo ljudi, direkten kontakt z ljudmi, veliko igramo in to nam je super zadost. Tako da nismo nikoli se kaj dosti pojavljali nikjer, imamo pa to še zmeram džokerja v žepu, če bomo kdaj rabili. Mislim, da ti kar gre, no, zato pa si tudi tle pri meni. Ja, to je, mislim, da je to danes vrhunec naše kariere. Ja, recimo, se veš, da je vedno vrhunec, no, jaz to vedno gledam. Kjer se pokažeš, je lahko vrhunec. Jaz samo upam, da zdaj po tej oddaji ne bom, ki bo šlo nadol, da ne bom kaj trpel preveč na kakšnih heleksih, da ne bom slučajno. Ne, po mojem, glej, za tebe to sem super reklama. Ja? Zdaj, če te ne morejo, mislim, ljudje te sem vidijo na koncertih, zdaj lahko pol tudi le malo se pokažeš. Seveda. Pa še, zdaj imam doma en tak program na računalniku, ki si lahko z video posnetka sliko ven izrežem in si bom kader izrezal in si bom dal za profilno na Facebooku. Ja, lej, se tudi mi, da se nismo videli že od takrat, ne, iz diskoteke. Ja. Od tvojega zadnjega nastopa. Si zapomnil. Ja. Zapomnil sem in
fajn mi je bilo, ker sem gledal ta nastop iz zadnje strani. Ne. V bistvu je marsikdo ne ve, ne, da je to še lepše, kot od spredje. No, se to je samo za nekatere, to ne more vsi videti, mislim. To sem za... Super je bilo. Lega. Ja, ti si poročen? Ne, nisem poročen. Nisi poročen, zaročen. Ne, nisem. Imaš samo punco, ali kaj? Tako. In zadnji Samo to. Samo to. Kaj pa, ja, kako ti to uspe pri vsem tem, da imaš te nastope pa? Pa punca. Ja. A ti kaj teži tvoja punca? Ne, punco imam od ponedeljka do četrtka, nastope imam od četrtka do nedelje. Se že kar zmenila uno. Tako da je vse. Pa zadnji sem slišala po telefonu, otročička imaš. Ja, to imam pa sineka, danes... Kako mu je ime? Filip. A ja, danes... Danes je star 8 mesecev in je... Čestitke. Hvala. Ja, nisem vedela, super. Ja, a res. Lepočka. Ja, A ti je kaj podoben? v bistvu je bolj mamici podoben, ne. Mamica je malo latino, tako da v bistvu... Res? Ja, Iz kje je? Mislim, iz kje je? Slovenije? Ali? Iz Fužin, ja. A. Tako da v bistvu te zgleda so Hodi te... v solari. Ja, ne, te geni so močnejši, kot pač moji, ne. A ja. Ja, vidim, da si špic oblečen, no, kar me... Noben se... Ja, kje se oblačiš? Kje kupuješ obleke? Noben se v bistvu še ni tako dobro zrihtu. Za tebe. Ne. A ne? Ne, toliko perfektno pa še ne. Ja, Vsi pridejo hitro, vsem se mudijo, veš. Vsem se mudi, ne. Ja, jaz sem rekel... Pa rekel, da ne. Ja, vedel sem, s kom grem na zmenek, ne, s kom grem na randi in ker grem, se zrihtam. Se zdaj malo zmenek, ne, zabavati se. Ja, kje se oblačiš? V Ljubljani, v Italiji? Vidim, da je to bolj italijanski stil. Ali se motim? Ali ne? V bistvu je kar bolj tle doma v Ljubljani. Ja. Ti se kar presenečena. Ja, tudi ti si se zrihtala, to je... Nisem. A imaš kakšen blago? Slovenska dizajn ali je... Ja, to je nemški. Ali je zagrebški ali pa... Nemčija. Z Nemčije? Ja, Venera shop pa to. Aha. No, zadnjič sem imela korzete, zdaj mi jih je zmanjkalo, pa zdaj sem jih nabavila spet, a ne pa... A to je samo prehodno pol zdaj, ta... Ja, lej, tudi to se zgodi, a ne... Do zdaj sem bila vedno, no. Se pravi, je to domače vse ali je... Ne, veš kaj je, v Sloveniji v bistvu ne vidiš ljudi, recimo v Italiji vidiš, Italijani lahko vsak tretji tako oblečen, ne, to je normalno. Pa če eden dela v pisarni ali pa odvetnik, to so vsi tako. Tako za Slovenijo pa niso, no, to ti hočem reči. Da so malo tako po svoje. Lepa si tudi ti. A ja, hvala. Ja, ja, kjera blagovna znamka, mislim, ti je najbolj všeč? Najbolj mi je všeč, imam. Audi mi je recimo fajna blagovna znamka. Kaj je to, avtomobil? Kaj je zdaj? Se v blagovnih znamkah govorimo. Ja, aha, protko. Ali o oblekah? O oblekah. A ja, Pa vidiš. boš še na avto. Veš kaj, v bistvu čistko veliko stvari najdem v Zariju. No, jaz sem tudi tam bila. Ja, tam je tako kar Mislim, fajn da, pašen. ja, jaz sem tudi dobila par stvari. Tako da tudi fajn skrijejo. Ne, sej. Ne. Sej si v formi. Zadnje čase imamo pa celo sponzorja enega, ne? A ja? Ja, ki nam pa srajce dajejo. To pa je tudi dobro, Ja, no. To je ful pomembno. tega pa ni več in smo zelo veseli, da so v bistvu, včasih smo imeli kombije pa avte pa to, zdaj imamo pa srajce, tudi to je. Le, meni se zdi, da je vse dobrodošlo. Ni še čisto šlo vse. Jaz to rabim vse. Ti Meni se imaš kaj zmanjka. sponzorskega? A škaj je, ne da se mi folk otežiti, no, vsi vejo, kje me dobijo, pa... Zdaj, če meni da prostovoljno v redu, zdaj to moram jaz njemu reči, lej, sama si kupim, no. No, zdaj bo mogoče kdo slišal in kaj še ti Lej, bo res začel sem- kar ma nositi. ne, zdaj, ali sem slavna, ne, jaz sem bila že, mislim, lej, taka sem. Reč si sama nabavim, no.
Če pa kakšen dobrovoljno da, pa zdaj se meni to nič, vseeno. No, vidiš, jaz sem ti vodo kupil. Ja, samo, tako rabiš ful oblek, no, če si non-stop v javnosti. No, pa še kaj povej mi, danes, kje si rekel, da imaš koncert danes? Si rekel, da imaš... Danes smo tukaj v Ljubljani, v Areni. V Areni, no. Ja. Tako da te lahko dam na guest listo, pa priješ malo zaplesati. Jaz. Ne prosim bi tebe poslušati, mislim. Vse za to. Pridi, pa ti bom v prvi vrsti sedež zrihtal. Ja, se ne bi bilo slabo, če ne bom imela kakšnih obveznosti. Ja. Kakšne obveznosti pa imaš zvečer? A veš kaj, bova šla na tvojo glasbeno skupino, bova se pol zmenila v zmenku. Povej mi malo več o tvoji glasbeni skupini. Kdo je vse noter? Jaz, s kom si najbolj prijatelj in malo več o tebi. Ja. Lahko plonk cegelc? Ja, ti dovolim. Evo, a boš ti pokazala, kdo je vse, ne? To je zdaj... Prvi z leve sem jaz, ne? Upam, da si me prepoznala. Ja, sem te. No, potem je pa Rus, pa Vasko. Mi trije smo že... A ste še vedno isti član? Mi trije smo že 18 let. Tako, isti. Potem smo pa zdaj, imamo še eno mlado pridobitev, to je naš luštan fant. Tale, ne? Tako, nabildan, stetoiran, harmoniko rastura, punce ga imajo rade in to. Stefi? Tale? Stefi, potem je pa Mare, je pa Bobnar, pa tudi že zelo dolgo z nami. Tako da smo kar taki stabilni fantje, ne menjamo. Pridni, delate dosti. Ne menjamo ekipe in to se mi zdi, da je velik plus, da se ne ukvarjamo sami sabo, ampak da se z drugimi stvarmi ukvarjamo. Ja, povej mi, kaj je v spotu, ne? Kdaj boš imel spot, nov spot? Ali že imaš? Saj to ti dam, če hočeš. Ja, lahko. Kaj imaš že spot? Spot, zdaj ravno šparamo, da bomo posneli kakšen spot spet, ja. Imaš verjetno dosti. Nimamo spotov, mi v bistvu imamo samo dva spota. Zdaj, če bo še kaj takšnih televizij, ki bojo to vrtele, bomo še kakšen spot posneli. Če pa noben ne bo vrtel... Mislim, vem, kaj je to zdaj. Bomo pa take male spotke za Facebook delali. Ja, se tudi to je gledano. Facebook pol, imaš Murše, ne? Imamo pa veliko teh živih posnetkov, ne? Tako, ko z teh veselic naših šotorov, pa tako. Pa s tistega zmer, kaj zmontiramo skupaj. Ja, a je res, da si prijatelj s Čuki? Da se družite s skupino Čuki? Vse smo kar več ali manj... Najbolj je zanimivo, recimo, ko pridemo na kakšno veselico, ne, pa reče gasilc, lansko let smo imeli pa, naprimer, Čuke, pa nismo bili tako zelo zadovoljni, ne, ker on misli, da jaz to rad slišim, ne, a veš. A v bistvu smo mi prijatelji in... No, jaškaj, ljudje tako... Vsak pove svoje, no. Ja. No, smo prijatelji, seveda. Posebej z Jernejem sva skoraj soseda, sva tam blizu doma in je fajn, ker je zelo športen tip in on gre vsak dan kam in potem me vedno kliče, a greš zraven in jaz se zgovarjam, potem pa zmanjka izgovorov, pa grem pol, ne, tako da naredim nekaj zase. Ja, až kaj, lahko bi predlagala, jaz bi predlagala, da pogledamo spot, naj bo september ali maj, če želiš. Želim. Ok. Ja, se bomo gledali spot, no? Čaroben naboj,
sprašujem se in v najlepše barve se odene dan, prekrasen dan, ko v meni se zbudiš. Naj bo september ali maj, zima, poletje, ni važno, le da tu sem s tabo. Naj sonce, dež bo, tu je raj, tako je dobro, vedno, ko se ljubiš z mano. Odteca v belo, kot nežna vila iz sanj. Zdaj prihajaš do mene, oči globoke kot ocean. In v najlepše barve se odene dan, prekrasen dan, ko v meni se zbudiš. Naj bo september ali maj, zima, poletje, ni važno, le da tu sem s tabo. Naj sonce, dež bo, tu je raj, tako je dobro, vedno, ko se ljubiš z mano. Naj bo september ali maj, zima, poletje, ni važno, le da tu sem s tabo. Naj sonce, dež bo, tu je raj, tako je dobro, vedno, ko se ljubiš z mano. Naj bo september ali maj, zima, poletje, ni važno, le da tu sem s tabo. Naj sonce, dež bo, tu je raj, tako je dobro, vedno, ko se ljubiš z mano. Vračamo se nazaj, tukaj Latoja in Aleš z nami. Mambo Kings. Ne? Dobro se sliši. Ne? Ja, sujemajo skupaj. Lej, zanima me, kaj pa ta video spot, ki ste snemali. To vidim, da je bilo nekje na obali. Ali kje? Trstu. V Trstu? Trstu, A ja. ja, ker je tak komad, nam je tako malo italijanski je bil, pa je pasal ta Trst. Ne. Aha, až kaj me zanima, kdaj si začel, v bistvu v tujini si začel prvo snemati, no? Ja, Daj, ne snemati, igrati. Ne. Igrati, ja. Katerega leta? V bistvu že v srednji šoli sem jaz imel en band, ki smo hodili v Avstrijo igrati tako po 14 dni, po 3 tedne. Potem pa, ko sem končal srednjo šolo, sem pa kar šel za 4 leta. In sem igral na teh ladjah Lübeck-Stockholm, to je nemške ladje, ker Švedi ne smejo piti, ne. So hodili na te ladje gor in te ladje so šle 2 dni gor dol in na teh ladjah so imeli oni svoje žurke. In so imeli benda, no? Ja, in tam smo igrali cel mesec, vsak dan, ladja je šibala gor dol, gostje so se menjali. Ja. Tako da Švedinje so se menjale in super je bilo. Kaj pa ta a si res od skupine Smoky, ta Chris? Chris Norman, ja. Ja. Tudi z njim smo sodelovali. Ja. V bistvu, on je imel koncerte, mi smo ga spremljali, Si priden, no, spremljevalna si kar- skupina. Ja. Kar... Vidim, da si pogledala na Facebooku, da si vse malo pošpegala. Ne? Ampak najbolj je zanimivo to, ker na tem posnetku, ki sem ga jaz dal na ta Facebook gor svoj, sploh noben ni videl, da sem to jaz, ker sem imel dolge lase in tako in Jaz vsak sem je te mislil, prepoznala. vsak je mislil, da je pač nekaj gor. Ne, Ne, jaz sem pogledala, da si to ti. Vidiš, ti si, imaš ta dar, ne. Jaz se moram, no. Ja. Se druge... Ja, TV voditelj mora biti, Jaškaj, ja me zanima, s kom si bil še od teh znanih glasbenikov? Tako, preden si začel z Mambo Kings. Ja. ja, tam po tej tujini, ki smo igrali, ne, smo kar veliko teh takih
znanih srečanj, ampak te znane mogoče ti ne boš več niti poznala, ker to so bili, ne vem, če se spomniš, Headway, Labush, Corona, to so bili taki DJ Bobo, no, njega mogoče se spomniš. Joj, to pa res. To je bilo leta 90, takrat so bili oni hit in mi smo bili tako kot eni rezidenti v tistih diskotekah, A res? oni so bili pa gostje. Ne? In potem, ko je prišel nek gost čez vikend, smo ga mi spremljali in smo igrali z njimi. Ne? Ja, kdo je dal idejo? Kako si prišel do imena za Mambo Kings? Kdo je dal To je pa ime? potem druga zgodba. Ta v tujini A je... je to iz filma ali kako? Ja, verjetno. Ja, ne vem, Ne, povej, to, ja, ne to je vem. pa naš Rus se zmislil ta ime in ker na začetku smo mi imeli tudi take srajčke z volančki in smo mislili, da bomo latino igrali, ne, ampak to je bilo glih takrat 93, 94, ko se je ta jugonostalgija pojavila in iz tega latina smo kar nekako naš repertoar prilagajali glasbenim željam in je potem ratal, cel naš repertoar so glasbene želje. Ne. Redko kdaj smo kakšen komad, ki ga igramo, ne, od drugih izvajalcev, kar sami dali. Ampak zmeraj je nekdo prišel, a znate to, pa če je prišel še nekdo, a znate to, pa smo se naslednjič kar naučili. Ne. A ja, Ja. ja pred kratkim si imel rojstni dan, 3. aprila, ne? Drugega. A drugega, oprosti. Koliko si star? Ja. 2. aprila sem Če ni imel... skrivnost, Ja, ni kaj? skrivnost. Ne. 2. aprila sem imel kar okroglo, letos ne. Tako da sem tudi naredil žurko Je letos. koliko let? Mislim, koliko si star? 30, 40 ali 50. 4. Ne vem. 50. Ne, ti imaš več od mene, sigurno. Nisva isti letnik, no. Ne, nisva. Ne, ti si malo več od mene. Nisi ne vem, nočem No pa faliti. tako recimo po občutku. Itak zgledaš super, a ne? Zdaj, ne bi rekel, da imaš, ne zgledaš, da imaš 40, jaz bi ti 36. Dobre, 40. No, zato zgledaš Ja. super, no, Ja, glede na to, da je 20 let nočne, ne. ja, zgledaš Ja. res. Je 10 let razlike. A ti si pa 30. Ja, mislim 31, a ne, ampak se nekaj... A pa ti recimo, če je 40 let star, ti je že prestar? Ne, takrat sem imela tistega pač šterna, ne. Zakaj si pa to tako rekla, če zube tako? Ne, nisem imela nikoli tako starejših, pa sem enkrat probala, pa me ne motijo leta v bistvu. Me ne motijo. Pa ti je to že starejši moški, ki Glej. ti reče 40. Moraš probati. Pač. Ja, kaj me zanima, s kom si praznoval rojstni dan? A si imel to s tvojimi prijatelji ali z družino? Ja, Koga vse. si imel vse? Imel sem družino, imel sem prijatelje, imel sem band svoj. V bistvu mogel sem se omejiti na 60 ljudi in ko sem zberal 60 ljudi, je ratal še nehote en tak ožji zbor ljudi, ki sem nekako videl, kjer so sploh tisti, ki so mi blizu. Ne. Tako da, To je bil kar velik žur, no? Ja. Kaj ti si oven po horoskopu? ja. A že bolj se pa razumeva, no? A res, kaj si pa ti? Jaz sem dvojček, a ne? Aha. In jaz vsakega vprašam horoskopa, veš. In sem imela pa kolegice, ko so oven. No, ful kolegice oven. Moških pa tako, tu pa tam, ampak to so vsi tako... So fajn ljudje. Ja, recimo, da se razumem, no? So znaki, ko se razumeš in ko se ne razumeš. Tako da... Midva si razumela, verjetno, ne? Ja, se. Ja, kaj si, ti si hotel, a si se dost ukvarjaš s športom? Tako, hodiš na Šmarno goro ali kolesariš? Kaj delaš, da skrbiš za, da si tako v formi? Za to prelepo a postavo. smučaš, ja. Ja, smučam veliko, ja. V bistvu imam dva največja veselja na tem svetu. Ne. Se pravi, poleti na morju, imam en mali čolnček in se vozim okrog. To mi je največja ljubezen, druga mi je pa smučanje, ne. Pa po zimi. Ne. Tako da skoraj vsako zimo imam vsaj 30 smučarskih dni. Ne. Tako da to je... Si daš paš, ja, počitnice. to je kar veliko. Počitnice. Polet pa
tudi vsaj 60 poletnih dni, ne, tako da vmes je pa vmes, ne, za te dve stvari sta pa glavne. Ja, če imaš žos koncert, veš, da rabiš pol počitek. Ja, povej mi, a ti se sam z glasbo ukvarjaš v Sloveniji? Ali tudi, A tudi v tujini. ja, se da preživeti. Sem mislil, da me boš vprašala, ko včasih me kakšna teta vpraša, a ti samo igraš ali tudi kaj delaš, ne? Ja. Ne, mislim, hotela sem, sem mislila, če se da preživeti sem z glasbo. Da. Z zabavljaštvom se da, verjetno s kakšno drugo stvarjo, to kakšno bolj umetniško, malo težje, ampak to, kar mi delamo, s tem se pa da. V bistvu se sam s tem ukvarjaš, sam z bendom. Ja, zdaj zadnje leta samo s tem. Prej sem tudi imam doma še vedno studio svoj, ker delam reklame, te glasbene džingle in take stvari. Ampak potem sem enkrat naredil eno tako matematiko sam pri sebi, koliko za kakšno stvar časa potrošim, pa koliko mi ta stvar recimo pridonese, ne, k mojemu življenju, lepemu življenju, se pravi, kako bi se lahko čim bolj fajn imel. In sem nekako potem vse stvari dal na stran in samo bend in sem se posvetil samo bendu in ostalo imam pa kar prosti čas, tako da veliko hodim okrog, ja, pa se imam fajn. Ja. Zato si pa... Zadnjič si imel, ti si ful uspešen, ne? Zelo. V čem? Sem pač slišala, da si bogat, da imaš že z denarja. Ja. Pa čudil sem kakšne informacije. Ja, v bistvu nikoli nimaš občutka, da si bogat, no, tako. Se mi zdi, da če si našparal, ne vem, 1000 evrov, se ti zdi, da nisi bogat, ko si jih našparal 10, se ti ne zdi, ko si nabavil 100. No, kako se tebi nikoli zdi? si ne zdi, da si bogat. Kako ti živiš? Solidno, tako manjka? Ja, zdaj, ko gledam recimo televizijo... Ja, kakšen standard? Ja, tako jem poli salamo, recimo imam zelo rad. Pa še to? Ja. Ne, to sem hotel reči. Ko gledam televizijo, pa vse te stvari, ki se dogajajo zdaj, bi bilo zelo... Kaj misliš o tem, nasplošno? Ja, zelo krivično bi bilo, če bi rekel, da mi ni dobro. Ampak si to tudi verjetno zaslužil, no? Če ti non-stop nekaj delaš in vlagaš trud, jaz ti privoščim, ne vem, zakaj ne? Hvala. Tudi se nič ni enostavno, no? Ja, ne. Je ta muzika dosti enostavna stvar, če tako pogledaš. Ja, če si rojen za to, tako, recimo, ja. ne more Je pa to tudi res, da so pa to nočno delo, ne, se pravi, mi gremo zvečer ob 9 od doma in pridemo zjutraj ob 6 domov in ni samo igranje, ampak se treba še pelati tja, vožnja je v bistvu za mene zelo naporna stvar. Jaz to vem, jaz sem videla pri meni in jaz sovražim vožnjo. Ne da se mi. Potem je tle še s 5 tipi živeti 20 let, pa se voziti z njimi v avtu 4 ure na teden, tudi ni enostavna stvar. Tako da... Pač, z ene strani je lepo, ni vse perfektno v nobeni službi. Je pa v bistvu zelo lepo, no, ne bom rekel, ker ljudje ostajajo ob 6, delajo do 2, se matrajo, trudijo, v strahu smo. Ja, tako. Si sam sebi svoj šef. Pa če bomo mi prav delali, bomo delali, če pa ne bomo prav delali, pa nas ne bo. Ne? Se pravi, odvisni smo sami od sebe. Nekdo drug se pa lahko še toliko trudi, pa mu ne gre, no. Pa nekdo tretji nekaj zaje. Ja, se zaradi tega, če imaš nekoga vedno nad sabo, veš, da te zaustavljajo, no. Ja. Kako pa gledaš na to? Ja, lahko, ja. Gremo v oglase, da se pol vrnemo nazaj.